Družinska medicina je že dolgo pred resnimi izzivi, na katere želi odgovoriti, na katere želi najti rešitve. Seveda pa pri tem potrebuje tudi podporo odločevalcev. Kateri so ključni izzivi in zakaj je pomembno, da se čim prej odgovori nanje? Ključni izzivi so pravzaprav pomanjkanje zdravnikov družinske medicine, na katero opozarjamo že 10 let. Takrat je bila ustanovljena pri ministrstvu celo delovna skupina, ki se je s tem ukvarjala, vendar ni prišlo do kakšnih konkretnih rešitev. Tudi nekatere poteze zdravstvene politike, če govorijo o tem, kaj bi se dalo izboljšati, zelo poslabšujejo položaj zdravnikov družinske medicine. Samo omenim, da je bila nekaj časa finančna kazen, če je zdravnik določil napačno stopnjo nujnosti na napotnici. S tem smo si naredili ogromno škode, to je bil ukrep ministrstva. Mogoče je tisto, kar dolgoročno zelo zaleže, da tisti, ki uživamo v svojem poklicu in vsak dan še vedno z veseljem gremo v službo, to povemo in širimo ta svoj pozitiven odnos, in tukaj imam čisto konkretne rezultate. Na radijski razpis za specializacijo iz družinske medicine, razpisanih je bilo 115 mest, se je javilo 25 kandidatov. Premalo. Letos še vedno premalo, vendar 2-krat več kot lani. Opazili smo celo to, da to niso kandidati, ki so samo diplomanti medicinske fakultete, ampak da so to specializanti drugih specializacij, ki so si tekom specializacije nekako premislili. Dostikrat od študentov in od specializantov dobimo pohvale o svojih učnih metodah, o načinih učenja, o organizaciji učenja in tako naprej. Res, da predmet ni najlažji, ampak tudi poklic ni. Ampak vse skupaj pravzaprav brez posebnih prizadevanj vodi v pozitivne trende. In naj povem še to, organizacija zdravstvenega varstva ni delo zdravnikov družinske medicine. To je delo zdravstvene politike, ampak ker vidimo, da gre najbolje, se želimo v to aktivno vključiti, ker je predvsem nam do tega, da so naši pacienti dobro oskrbljeni.